Prepričani smo, da gre pri predlogu za populistično vsebino, ki ne bo imela takšnega pozitivnega učinka na življenje državljank in državljanov. Zato takšnih enostranskih predlogov ne moremo podpreti. Ocena Ministrstva za finance je, da bi skupen učinek znižanja stopenj DDV-ja in uvedba dodatne nižje stopnje pomenil skoraj 580 milijonov evrov izpada prihodka v državnem proračunu. V predlogu je tudi navedeno, da bi z uvedbo rešili probleme socialno ogroženih državljanov, a obenem ne navaja, kje oziroma kako bi primanjkljaj dobili nazaj. Torej, bi jim s tem pobrali iz proračuna za socialne transferje. Med drugim naj navedem, da uvedba druge nižje stopnje pri 1 kilogramu kruha pomeni manj kot 4 cente. In ob tem se nam poraja še en pomislek. Ali bodo ponudniki blaga in storitev ob znižanju davka na dodano vrednost res spustili cene, ali bo razlika ostala v zvišanju marž, cene proizvodov pa bodo ostale enako. Naj povem tudi to, da na Svetu Evropske unije že poteka razprava v zvezi z zakonodajnim paketom sprememb na področju DDV in menimo, da bi bil veliko primernejši trenutek o ponovnem razmisleku o sistemu nižjih stopenj davka v Sloveniji, ko bo sprejet posodobljen sistem davka na dodano vrednost na ravni Evropske unije.